Zdravo, moje ime je Jan in danes si bomo v Wordu pogledali, kako uporabljamo teme. Pred sabo imamo dokument teme o Moni Lisi. Ta dokument smo v prejšnjem videu oblikovali s slogi, tako da če si ga še niste pogledali, vam to zelo priporočam, kajti vse temelji na slogih. Sloge smo priredili in jih lepo nastavili po svoje, vendar zdaj si pa predstavljamo, da želimo vse te sloge spremeniti. Recimo pisavo, barvo ali pa učinke. Po klasični metodi do zdaj bi morali vsakega spreminjati in upati, da bomo za vse nastavili iste nastavitve. To je valjda zelo nepraktično in zelo zamudno, zato uporabljamo teme. Najprej kliknimo na zavihek načrt. Trenutno že imamo izbrano temo, preostale pa lahko vidimo tukaj v levem kotu pod gumb teme. Če se z miško postavimo nad posamezne teme, lahko vidimo na desni predogled, kako bo dokument izgledal, če to temo izberemo. Vidimo, da se, ko gremo z miško preko teme, spreminjajo barve in pisave. Pa izberite eno, ki vam najbolj ustreza. Jaz bom izbral tole modro rezina. V trenutku se je tako spremenila celotna podoba dokumenta. Na desni od tem pa imamo različne variacije te teme. Spet se lahko z miško sprehodimo po njih in pogledamo, kako bo ta tema izgledala z različno variacijo. Pa izberimo variacijo osenčeno. Tale variacija bo torej dala na vse naslove takile okvirček, ki smo se ga naučili narediti zadnjič ročno. Z uporabo tem pa nam to ni potrebno nastavljati. Zdaj tile kvadratki so v tej temi dokaj temni. Na srečo pa lahko desno od teh variacij te teme prilagajamo. Pa kliknimo na barve in kot prej se lahko sprehodimo po različnih barvnih odtenkih. Če nam pa nobeden izmed teh odtenkov ni všeč, pa lahko kliknemo prilagodi barve. Barva tega kvadratka se nanaša na polje poudarek 1. Tako da, če želimo bolj svetlo barvo, lahko samo tukaj v spustnem meniju izberemo eno, ki nam bolj odgovarja. Ko smo spremenili barve, ki jih želimo spremeniti, lahko tej novi kombinaciji barv damo lastno ime. Pa v kvadratek napišemo Mona Lisa in kliknemo Shrani. Ta nova barvna kombinacija se bo zdaj pokazala v spustnem meniju pod imenom, ki smo ga določili. Podobno kot barve, pa lahko spremenimo tudi pisave besedila. Kliknimo na gumb pisave in se sprehodimo preko kvadratkov, ki nam kažejo predogled besedila. Pa izberimo enega, ki nam je všeč, recimo Arial. Če pa gledamo nazaj na zavihek osnovno, vidimo, da nam je čisto vse, torej naslove, besedilo, poudarke in ostalo dal na isto pisavo. Kaj pa, če želimo hkrati spremeniti besedilo navadnega besedila na Arial in besedilo naslova na nekaj drugega? Gremo spet pod načrt in bomo kot prej za barve nastavili lastno prilagojeno pisavo. Tukaj izberemo pisavo v naslovu, pa dajemo recimo Arial Black, pisavo v telesu pa pustimo Arial. Spet lahko tej pisavi damo novo ime, pa dajmo spet Mona Lisa. In pisava naslova se je prilagodila. Če želimo to temo, ki smo ustvarili, uporabiti tudi v prihodnjih dokumentih, jo je potrebno shraniti, saj zdaj trenutno obstaja samo v tem dokumentu. Da to temo shranimo, gremo pod gumbek teme in izberemo možnost Shrani trenutno temo. Odpre se nam pogovorno okno, ki nas sprašuje, kako želimo temo poimenovati. Pa dajmo ime datoteke Mona Lisa. Te datoteke zaradi poti, kamor jo Word shranjuje, uporabnik ne bo mogel zlahka izbrisati. Te poti načeloma ne spreminjamo, zato da imamo vse te teme na enem mestu. Vidimo, da je vrsta datoteke spremenjena tudi na Officeova tema. Zakaj Officeova, zakaj pa ne samo Wordova tema, saj smo samo v Wordu naštimali. Super stran tem je, da teme ne pozna le Word, ampak jih pozna tudi Excel in pa PowerPoint. To pomeni, da ko smo temo shranili tukaj, jo lahko uporabimo tudi v drugih oblikah dokumentov, torej v predstavitvah in pa v, preglednicah. Te teme pa tako zagotavljajo enoten videz vseh dokumentov. Ko smo končali, kliknemo Shrani. Tako, to je bilo vse za danes za teme. Upam, da ste v videu uživali. Če vam je bil video všeč, pa mu dajte thumbs up in ne pozabite se naročiti na kanal ter spremljati moje Facebook strani
Office tečaji.